Marcel Rodman, najboljši igralec na današnji tekmi. Seveda vas najbrž že kar malo morimo s to Švedsko, ampak kakorkoli že vzamemo, novinarji imamo radi statistiko, 8 tekem na svetovnih prvenstvih, tu 7 golov. Marcel, kaj bi rekli o današnji tekmi? Ja, ne vem, škoda, no. Danes smo za razliko od včerajšnje tekme zelo dobro začeli. Vsaj prvih 15 minut odigrali zelo dobro, imeli ogromen šans, nažalost pa dali samo en gol. Potem pa z nekako take pol šanse so Belorusi izenačili, ampak vseeno prvih 20 minut je bilo dobrih. Potem pa so nekako Belorusi bili majčkeno boljši drugo tretjino, no, ampak še zmeraj smo imeli ogromen šans. Samo nismo znali zaključiti teh akcij in to mislim, da nas je na koncu tudi mogoče teplo do konca, da smo na koncu zaradi tega izgubili. Žiga Jeglič mi je včeraj dejal, da o tem nikakor ni dobro razmišljati v neučinkovitosti. Včeraj so sicer Norvežani imeli nekaj več strelov, danes pa ste vi bili boljši pri strelih in tudi pri tako imenovanih sodniških metih, pa se kljub temu ni išlo. Ja, res ni fajn, da ti pride to v podzavest, ampak po drugi strani je pa, ko imaš enkrat toliko šans, si res misliš pa dobro, kaj je zdaj narobe, da ne gre ta pak v gol. Tako da treba je, ne vem, treba biti vseeno pozitiven, ker smo vseeno naredili veliko dobrih stvari. Kljub temu, da smo normalno razočarani, ker imamo nič točk po 2 tekmah, upali smo, da bo drugače, želeli smo si drugače, ampak kakorkoli pogledamo, 5 tekem je še do konca, daleč od tega, da bi bilo vse izgubljeno, treba je graditi pač na teh pozitivnih stvareh, pa tako, kar je tudi Žiga rekel, nekako poriniti to v ozadje nekam, dokler imamo šanse, bojo tudi goli prišli, tako da se pravi, treba je pozitivno gledati naprej. Fino je, da puška ni v koruzi, kajti konec koncev, pa ne me narobe razumeti, po Danski so vendarle tu potem nasprotniki iz tiste elite in najverjetneje je tole sedaj odločilna tekma za morebiten obstanek v ligi oziroma med ekipami, ki so najboljše. Samo še tole, ste med izkušenejšimi, kaj je recimo ekipa imela v Vojensu, kar tu nima? Ja, res, tle bo treba naslednjo tekmo zmagati, no, drugače druge logike ni, tako da treba bo vse dati v to. Težko bi pa rekel, kaj zdaj ta ekipa nima v primerjavi s tisto v Vojensu, ker smo ista postava, še zmeraj se super zastopimo, vse lepo laufa, tako da samo rezultata nimamo takega, ki bi v Vojensu. Je pa, če bi mogel že kaj izpostaviti, bi lahko rekel, da tam smo dali v ta pravem trenutku gole, tukaj jih pa nismo, no. In zelo tanka je ta linija med uspehom in neuspehom in nažalost smo zdaj na drugi strani. Po teh dolgih pripravah, kaj storiti jutri? Popolnoma odpočiti ekipo ali vendarle opraviti resen, pravi trening in iti na vse ali nič? Ja, treba se izpočiti, ampak samo ležati pa tudi ni treba, treba je vseeno iti na led. Glede na to, da so mi zdaj nam res prišla dobesedno na tekmo, mislim, da bomo mi vsaj malo probali na treningu tudi dodelati ta powerplay, čeprav je bil vseeno na 2 tekmah soliden, gola nismo dali, tako da treba je delati na teh malenkostih, no. Kar se da narediti, jutri bomo to probali na treningu narediti. Ta glavna naloga je pa pač počitek. Srečno. Hvala lepa.